Še pred začetkom zadnje in finalne tekme za naslov prvaka, tudi slovesnost po dolgih letih, po več kot desetletju, se je od vijoličnega dresa in od aktivne kariere poslovil Jasmin Handanović. Priložnostno darilo in upokojitev njegovega dresa številko 33. Hvala, Handa, za vse fenomenalne obrambe in lepe trenutke in vso srečo na nadaljnji poti. V zadnji tekmi sezone najtežji poraz in na koncu drugo mesto v prvenstvu, Maribor Mura, na koncu 1-3. Začelo se je obetavno kot na tekmi s Koprom, le Martin Milec je zasedel mesto na desni strani v obrambe. Prvo priložnost je imel Aljoša Matko, ki je meril zunanji del mreže. Naslednji je poizkusil Jan Repas z razdalje. Potem pa v tekmi, ki ni ponudila veliko priložnosti, vodstvo za Murom. Strelec je bil Šturm ob žogi, ki je bila preusmerjena neubranljivo za Ažbeta Juga. Toda ekipa je odgovorila na najboljši možen način v idealnem trenutku. Ob zaključku prvega polčasa akcija Matka po desni strani podaja pred gol. Mlakar se je lepo obrnil in zaključil za svoj 14. gol v prvenstvu. Prvi poizkus v drugem polčasu, prav tako delo Matka, iz prostega strela je meril proti golu, toda izkazal se je Obradović. Potem pa ob pritisku Mure v drugem polčasu in obrambni igri se je gostom izšlo, prek rezervista Klepača so prišli do vodstva. Le nekaj minut zatem pa Bobičanec iz 11 metrovke za 3-1. Do konca tekme, kljub prizadevanjem za znižanje rezultata in lovljenje rezultata, je ostalo samo pri nekaj situacijah, najprej Milec z razdalje, potem pa po podaji Milec Mlakar in še enkrat se je na pravem mestu postavil Obradović. Na koncu torej poraz v najpomembnejši tekmi sezone. Ekipa je torej končala na drugem mestu in bo novo sezono začela v kvalifikacijah za novo ustanovljeno Evropsko konferenčno ligo. Sezona pa se bo začela v prvi polovici julija. Prvenstvo je en maraton, ki traja celo leto. Nam se, če naredim razmersko celo sezono, dogajalo marsikaj. V tem zadnjem finišu smo poskušali nekako po eni strani selekcionirati, po drugi strani pa še vedno loviti ta rezultat. Spravili smo se v zelo dobro situacijo, ampak enostavno je manjkala ta pika na i. Nikaj, pred nami je 14 dni pauze, potem pa začenjamo neko novo zgodbo. Ta poletni prestopni rok bo zelo pomemben, na kak način bomo kadrovali, sigurno pa je že danes en velik motiv za naslednjo sezono, da poskušamo biti tam, kjer Maribor mora biti, to pa je cilj prvo mesto. Najbolj nam je žal za Jasmina. Pred tekmo smo mu nekako obljubili oziroma želeli smo to tekmo igrati predvsem za njega, da bi se res poslovil v slogu, ki si ga legenda pač zasluži, ampak ja, normalno, razočarali smo tudi navijače, ampak hvala tudi njim za spodbudne besede tudi po koncu tekme. Jaz vse pravim, glede na to, kako smo zdaj zaključili zadnje tekme, razen te danes, mislim, da smo na eni res dobri poti, da bomo z naslednjo sezono samo rasli.